Lepo zdrav in dobrodošli v še enem videu, kjer raziskujemo kriptoprojekte. No in tokrat je na vrsti en zanimiv predlog, ki smo ga dobili, in to je Ethina oziroma ENA. Pa dajmo si najprej pogledati, o čem se v bistvu ta kriptoprojekt sploh gre. Torej, Ethina oziroma ENA je inovativni kriptoprojekt, ki prinaša decentralizirano in stabilno alternativo tradicionalnim finančnim sistemom. Njegova glavna rešitev je USDE, sintetični dolar, ki omogoča stabilnost brez potrebe po klasičnih rezervah fiat valute. Projekt temelji na Ethereum omrežju in uporablja napredne strategije, kot so hedging mehanizmi in DeFi integracije, da zagotovi visoko likvidnost ter odpornost proti tržnim nihanjem. Ethina je zasnovana kot decentraliziran ekosistem, ki želi premostiti vrzel med kriptovalutami in tradicionalnimi financami. No pa si dajmo zdaj pogledati, kakšna investicija dejansko je Ethina. Dajmo si najprej pogledati njihovo spletno stran. Moram reči, da mi je kar všeč in tudi takoj se vidi, o čem se gre. To mi je zelo všeč, da lepo na kratko in jedrnato predstavijo, kaj ta projekt sploh je. In tako smo v bistvu že pri ta prvem segmentu našega ocenjevanja, in to je pregled projekta. Torej, pregled tukaj na spletni strani je zelo v redu, zelo dobro posegmentirana spletna stran, tudi kar se tiče bele knjige oziroma white paperja. Sicer povezava je na njihove dokse, ampak to je očitno trend pri modernih kriptoprojektih, ampak je zelo vse dobro posegmentirano in vse lepo zapisano. To se vsekakor splača prebrati, preden se kamorkoli kaj vlaga. Tako da, ja, jasnost cilja projekta, vpliv na industrijo, jasnost bele knjige, vse tukaj je, tako da za prvi segment dobijo 15 točk od vseh možnih 15. Naprej imamo ta drugi segment, ekipa in podpora. Kakšna znanja ima kaj ekipa in kdo vse je že vložil v tale kriptoprojekt. In smo na spletni strani cryptorank.io, kjer ponavadi preverjamo ekipo in vidimo, da jih je kar nekaj. Guy Young je founder, pa dajmo si ga ogledati, kakšne ima kaj izkušnje. In vidimo, da tukaj ni kaj dosti zapisanega, pač Ethina Labs, in prej je bil v investicijskih vodah Cerberus Capital Management. Tako da očitno ni dopolnil svojega profila. Dajmo si tukaj pogledati še Head of Research, kako njemu kaj kaže, kar se tiče izkušenj. Zdaj, kar se tiče izkušenj tukaj, ogromno je finančnih izkušenj, ampak ni pa definirano tako, kar se tiče blockchain izkušenj, ampak kar se tiče financ, imajo vsekakor znanje in vidimo, da je delal v kar precej podjetjih prej, Kaiko, Mercer, Stepstone in tudi KPMG. Super, in še enega sem mislil pogledati, Brian Grosso, Head of Engineering. Pa dajmo pogledati še njega, kje je prej delal. In vidimo, da ima tudi kar precej izkušenj, kar se tiče inženiringa v Stealth, Capital One, Dotit, BeamQL in tako naprej. Tako da, ja, čeprav ni specifično definirano, kar se tiče blockchaina, nekateri imajo tudi malček pomanjkljive opise, očitno niso imeli časa, da bi to dopolnili. Moram reči, da tukaj ekipa definitivno izkušena je v svetu financ.
Dajmo si zdaj še pogledati, kdo od kakšnih znanih je morda kaj vlagal v njih. In vidimo tukaj na prvi strani overview, da je kar precej znanih. Mogoče je boljše tukaj, če gremo pod fundraising. In vidimo, da so imeli kar nekaj launch poolov, predtem so imeli tudi privatno razprodajo in tukaj vidimo kar nekaj znanih imen: Dragonfly Capital, Maelstrom, Galaxy, Hasherfound, Castle Island Ventures, Franklin Templeton in mislim, da je nekje vmes tudi Polychain Network, ne. Ni ga tukaj, mislim pa, da sem ga nekje videl prej. Ja, Polychain Capital, točno. Polychain Capital. Ja, tako da vsekakor so tukaj zelo znana imena, tako da za ta drugi segment dobijo tudi 15 točk od vseh možnih 15 točk. Naprej, naslednji segment, tretji. Blockchain in žeton, kako zelo upravičena je uporaba blockchaina in žetona. In to smo v bistvu že takoj na začetku razkrili, vsekakor je to vse zelo upravičeno in imajo tudi tukaj 10 točk od vseh možnih 10. Zdaj, napredek in cilji. Našel sem nek roadmap, ki je bil na nekem novičarskem portalu. To je bilo za leto 2024-2025, ampak nisem ničesar našel na njihovi spletni strani. Imajo tukaj tole transparentnost, kjer je zelo dobro vse opisano, pač njihova transparentnost, kjer vse razkrivajo, vse možne informacije, ampak nimajo pa oni sami nekega bloga, kjer bi pač obveščali ljudi o novostih, kaj se dogaja. Vsaj jaz ga nisem našel. Če ga slučajno vi najdete, kar napišite spodaj v komentarje, pa me popravite. Tako da za napredek in cilji dobijo 3 točke od vseh možnih 5. Naprej imamo tehnično analizo, pa tudi to si lahko pogledamo tukaj na cryptorank.io. Če gremo malček dol in imamo tale graf, pa bomo dodali še indikator RSI, ta je ta najbolj priljubljen seveda. In moram reči, da v bistvu ni nekih jasnosti tukaj. Trend imamo na stran. Vsekakor za gor moramo najprej prebiti tole mejo 1,26, od katere smo bili nazadnje tudi zavrnjeni. RSI zna biti malček šibek, ker ga imamo pod 50. Sicer neka bikovska divergenca tukaj se dela, kot vidimo, imamo vedno nižja dna, medtem ko tukaj imamo pa vedno višja dna, ampak imamo pa tudi skrito medvedjo divergenco, kar lahko nakazuje na nadaljevanje padanja. Trenutno se vrtimo tukajle na tej liniji na 40 centih, ki je tudi kar zelo pomembna meja. Zdaj, če bi mi tole izgubili, lahko pademo vse dol do 23 centov. In če bi se tudi tale izgubila, potem lahko gremo v odkrivanje navzdol. Tako da, ja, mešani oziroma neutralen trend, pa tudi RSI ima tako mešane signale. Dajmo si zdaj še pogledati tukajle kakšen volumen, ki imajo. Vidimo, da imajo kar velik volumen, tako v zadnjih 24 urah, tam nekje 350 milijonov dolarjev in so tudi na takih večjih menjalnicah. Tako da, ja, to je super, ampak za tehnično analizo, ko se štejemo vse skupaj, dobijo 11 od vseh možnih 15 točk. In na to imamo še sentiment. To je, ko pogledamo, kako zelo aktivni in koliko sledilcev imajo kaj na svojih socialnih omrežjih. Bom šel kar nazaj na prvo stran. Gremo tukaj le pod socials.
ponavadi je to v footerju spletne strani, tukaj imajo malček drugače urejeno, pa dajmo pogledati X. No, tukaj imajo 215.000 sledilcev, kar je kar lepa, velika številka, pa potem imajo še Discord, ki je 36.000 sledilcev, pa še Telegram, da vidimo, tukaj jih je 14, skoraj da 15.000, imajo tako kar lepo skupnost. Poleg tega sem pa tudi zasledil novico, da se nameravajo priključiti Telegramu, tako da tukaj je tudi aktivno sprejemanje strani resničnih podjetij ali tržnih niš. Tako da za ta sentiment dobijo 10 točk od vseh možnih 10. Pa pojdimo naprej na naslednji segment in to je Certik. Kako so se kaj tukaj izkazali in kot vidimo, da se nažalost niso opravili revizije, imajo pa zelo visoko oceno. Tako da vsaj to je super, ampak glede na to, da niso opravili revizije, nimamo kaj dosti za gledati tukaj. In tako nažalost dobi v tem segmentu ta projekt le 5 točk od vseh možnih 25. In tako, skupna ocena je 69 od 100, kar tale projekt uvršča med povprečno potrebnih je več raziskav. Ampak, kaj si vi mislite o tem projektu? Kaj si mislite o tej oceni? Kar komentirajte spodaj, tudi če smo morda kaj spregledali, pozabili, kar dopišite spodaj in bomo to oceno tudi popravili. Kot veste, te ocene so vedno v gibanju. Te segmente je treba neprestano spremljati, ker tukaj imamo konstanten razvoj. Vsekakor se priporočamo tudi za kakšen všeček in ne se pozabiti naročiti na naš kanal, da ne zamudite naslednjega videa. Tako, zdaj pa vas še lepo pozdravljam, imejte se fajn in se vidimo v naslednjem videu.